segmentu malčkov, kjer nastopa tudi tale Aveo, dizelski motorji vsaj v večini primerov niso posebej popularni in predstavljajo okrog 20–30% celotne prodaje. Ampak če imate malčka v ponudbi, potem dizelski motor enostavno morate imeti. Ne toliko zaradi nekoliko večje prodaje, ampak predvsem zaradi imidža. Če ga imajo vsi, potem ga morate imeti tudi vi. Zato ga je sedaj dobil tudi Aveo, no, dobil ga je že jeseni, ampak ga predstavljajo šele sedaj. Gre pa za enak 1,3 litrski dizelski motor, kakršnega najdemo v Puntu ali pa v Corsi, pri čemer ima tukaj 3 različice. Tale je 70 kW najmočnejša, zaradi tega stikala Eko pa tudi najbolj varčna. No, razlika med običajno in Eko različico je v 5 oziroma 6 stopenjskem menjalniku in pa Eko ima 20 Nm navora manj, skupno 190, torej toliko kot 55 kW različica. Pri Chevroletu trdijo, da tale porabi samo 3,6 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov, v kar so tako prepričani, da so nam organizirali eko tekmovanje. Moja naloga je, da se iz Portoroža zapeljem do Benetk, pri čemer bodo seveda potem merili porabo, so pa nalogo vzeli tako resno, da so celo prelepili rezervoar za gorivo. Pa da vidim, če sem se iz našega zelenega volana kaj naučil. Verjamem pa, da bo poraba vsekakor manjša kot tista na testu bencinskega Avea, kjer smo dejansko skritizirali zgolj porabo goriva. Je vroče, če človek tekmovalen in ne vklopi klime. Ampak kakorkoli že, vsi Aveji z dizelskim motorjem v nosu imajo sistem start in stop in pa filter trdnih delcev. Ker motor že dobro poznam, lahko po 50 km potrdim, da je zelo varčen, trenutna poraba 3,9 litra, je pa malce glasnejši in pa dobro se prebudi šele pri 2000 vrtljajih. Glavno vprašanje je seveda, če se dizelski motor v Aveju sploh splača. Vse, je pa razlika med najcenejšim benzinerjem in najcenejšim dizlom 1700 €, kar pomeni, da se morate precej voziti, predvsem pa biti veliko na avtocesti. Pri dizlu so motorni vrtljaji na avtocesti nižji, zato je avtomobil bolj tih in posledično bolj prijeten. Evo, samo še parkiram, poraba 3,7, kar je kar v redu, glede na to, da je bila avtocesta. Res pa, da sta se peljala malce počasneje kot običajno. Kakšna je realna poraba, pa povem, ko bo ta avto na testu.